novi oddaji podcasta Bim pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. Danes imamo spet oddajo o dogodkih. Zdaj se mi zdi, da je to že kar standardna oddaja, vsaka druga. Se mi zdi, da se nekaj o dogodkih. Tokrat je o dogodkih v aprilu. Malo pa zato, da bomo te dogodke pokrili, tudi enega gosta. To je Luka Gradišar. Pozdravljen, Luka. Zdravo, Matjaž in Robi. No, Luka je bil že dvakrat si bil pa že, ne? Že dvakrat, ja. Tretjič. To je najstajni dopisnik iz terena. Ja, tiska mora priti v oddajo, v bistvu, ne da bi lahko rekel ne. Enač, v bistvu, ta dva dogodka sta bila v aprilu, mislim, da sta bila kar praktično vzporedno. Tako da je dopoldne en, popoldne drug praktično, oba jasno nadaljavo. Luka pa dej, bil si, mislim, da je edini izmed nas treh na prvem, ki ga je organiziral Zak, in ta dogodek je bil, ne vem, prvič predviden že lani maja, če se ne motim, ali pa skratka že precej časa od danes, ne, je minil. No in povej, kaj je bilo na tem dogodku. Ja, tako je bil že predviden lansko leto, pa se je zaradi korone zdaj malo zavleklo na to leto. No, tako dogodek je bil glede napredkov v materialu, pa tudi kaj v digitalizaciji, v gradbeništvu. Je bil pa tako zelo zanimiv. Mislim, ta rešitev, kako so ga predvajali, je bil prek te Confiva platforme. Zdaj upam, da sem to prav rekel, mislim, prav izgovoril. In je pač zelo tako tekoče potekalo. Naprimer, jaz, ko sem sem to predstavljal preko Zooma in se je potem vse to preko Confive predvajalo vsem, ki to gledajo. Imeli ste pa tudi, ne, če se prav spomnim, v bistvu en tak vajo, ne? En teden prej, ali kako, da ste vse te tehnološke zadrege, tehnološke probleme lahko zgledili, ne? Ja, tako, to smo se samo na hitro priključili, pa kamerico preverili, pa screenshare. No, v bistvu te platforme za tole še nisem slišal, no? Tako da vsakič je nekaj drugega. Očitno so tele platforme zrasle zdaj v telem dobrem letu. Tako da, ampak povej stališča, vsebine, v bistvu kaj, kot rečeno, omenil si materiale, digitalizacijo. Če lahko mogoče glih sam toliko na splošno nekako poveš, ali pa neke poudarke, ki so se ti najbolj vtisnili v spomin. Ja, no. Poleg tvoje predstavitve, jasno. Začel se je nekako z mini koncertom. V živo ali kaj? Ja, v živo. Čeprav ta se mi je zdel nekako odveč. Potem je bilo seveda par teh speakerjev, torej na splošni, ki so bili za vse. Potem se je pa konferenca razdelila na tri tele, nekako virtualne dvorane. In vsaka ta dvorana je imela svojo temo. Jaz sem zdaj predvsem sodeloval na te temi, ki me je bolj zanimala, torej bolj inovacije pa digitalizacija v gradbeništvu. Tako da bolj moja tema je spadala pod drugi dan, pod prvi dan je bilo pa mogoče malo več govor o materialih. Ja, veliko govora je bilo potem nekako v 3D printanju, pa o nekih novih materialih, se tudi takih, ki se sami celijo potem. Ja, samocelilni betoni, pa mogoče močnejši betoni. To je bil nekako prvi dan, torej tukaj sem mogoče malo slabše sodeloval. Drugi dan, ko je pa nekako moja tema, bila pa digitalizacija v gradbeništvu. So bile pa tudi kar zanimive teme. Torej začela je nekako Ksenija Marc, malo povedala, kakšni so projekti v Sloveniji. Potem je bilo moje predavanje in to se je pa tudi nadaljevalo nekako z monitoringom. Potem je bilo zelo zanimivo predavanje, kako lahko preko naprimer nevronskih mrež zaznavajo napake, meni se v cementu. Tisto je bilo kar zanimivo predavanje. Potem je bilo tudi predavanje glede 3D printanja z betoni. Tukaj je bilo kar par teh predavanj.
In tukaj nekako je bilo kar pohvalno glede teh tehnične usposobljenosti in potem tudi moderatorjev, da so usmerjali ta predavanja, ker se nekako, so sledila te časovni razporeditvi. Tako da tukaj ni bilo nikakršnih zapletov, glede na to, da je bila online konferenca. Ja, vse to je bilo sigurno moje vprašanje, ne, kako so se kaj držali časovno, ker potem tisti drugi dogodek, ki ga bomo predstavili, je bilo to bolj slabo. No. Ampak, ko si ravno omenil 3D printanje, je kaj novega na področju 3D printanja? Ali se zdaj še vedno ukvarjajo bolj kot ne z materiali za 3D printanje v naravni velikosti? No, sicer jaz sem že, meni se zdi, to tudi slišal že par let nazaj, tako da se mi ni zdelo to novosti. Mogoče, lahko da so se ponavljali manjši napredki, torej večje zmogljivosti pumpanja betona, mogoče za malo večja merila in tako naprej. Kaj pa, a se kaj dogaja na področju 3D printanja pa armatura? Ker zdaj vse tisto, kar sem jaz videl, je bilo tako, da so dejansko tiskali opaže, pa so potem ustavili armaturo pa zalili z normalnim betonom, normalnim v narekovajih, ne. Drugo je pa pač vse te ojačitve z raznimi vlakni in kompozitni materiali in tako naprej. Ali se to kaj omenjali, ali je pač to še vedno tako, kot je bilo? Pač so omejitve ravno na področjih, ki zahtevajo zelo veliko armature. Ja, točno to je bilo tudi eno vprašanje, se mi zdi, na teh predstavitvah. Pa imajo še zmeraj nekako probleme, torej ali se jih potem nekako na koncu doda za samo printanje, pa problem potem s to pretočnostjo, če bi kakršnakoli ojačitev dodali. Tako da meni se zdi, ni bilo toliko napredka glede tega, pa so nekako pustili to reševanje v prihodnosti. Se pravi, z drugimi besedami, nič kaj novega, oziroma ni še tiste prebojne tehnologije, ki bi dejansko 3D tisk približala komercialni rabi. Tako se vsaj meni zdi, no. Počasni napredki, naprimer za našo potresno območje, je to zelo neprimerno še za kakšne enodružinske hiše, za kakšne manjše objekte, kot to promovirajo, pa že zanimivo. Zato je bilo mogoče tudi moje vprašanje, v bistvu to kakorkoli povezano z zakonodajo oziroma pač nekimi pravilniki. Ali je to samo pač zaradi tega, ker recimo ne moreš doseči take armiranosti ali kaj podobnega? Ne vem, ampak jaz sem ravno pred kratkim sem tudi bral članek, da so mislim, da nekje na Nizozemskem zdaj prve te 3D tiskane hiše dali dejansko v uporabo, ne? Ampak te 3D tiskane hiše izgleda kot neki igluji. Jaz ne vem, koliko bi to sploh uporabljal, pa itak so samo enoetažne, pa ne čisto točno pravilnih oblik, pa zelo take majhne, ne vem, mislim, da bo 60 kvadratov ali ne vem kaj, ne. Tako da ni se ravno zahvaliti s temi rešitvami, še trenutno bi tako rekel, ne. Kot drugo pa se mi zdi, da bo morala tudi zakonodaja temu slediti, če bo to dejansko enkrat prišlo v uporabo, ker te hiše, tiskane hiše, jaz mislim, da se to ne bo smelo jemati kot nek kompozitni sklop materialov, ampak to je pač končni izdelek, to hišo dejansko ti lahko nekam postaviš, ne. In tudi zdaj, če malo poznate zakonodajo, so dejansko ločeni objekti na te gotove, prefabricirane, ne, ali pa pač te in situ, pač, ki jih ti na gradbišču zgradiš. In recimo, če ti pripelješ garažo in je to pač nek komercialen produkt, ki ga lahko kupiš v eni od teh trgovskih verig, ne, sploh ne rabiš toliko dokumentacije kot za tisto, ki greš dejansko graditi. Je pa to kot nek začasni objekt, neke izjeme so v zakonodaji, tako da jaz mislim, da ne vem, tudi ko bo enkrat se pojavil nek komercialni ponudnik, ki bo to na področju Slovenije ponujal, ne vem, če je zakonodaja že pripravljena za to, no? Ker kar se mene tiče, je to isto kot ladijski kontejner, ki ga dajo na kmetijsko zemljišče, pa se delajo, da imajo vikend. Kako je kaj s projekti, BIM projekti? In v Sloveniji in vidim tudi na programe v bistvu eno predavanje BIM Applications in Civil Engineering Projects, ki je bil pa predavanje iz Srbije. Luka, lahko kakšen povzetek tega narediš?
Ja, če se še malo dotaknem 3D printerja, je bilo tukaj tudi veliko pogovorov, oziroma tudi že v prejšnjih letih, glede 3D tiskanja, potem na Luni pa na Marsu. Da je bilo tukaj neka taka zanimivost. Sicer tega ni bilo tukaj na teh predavanjih. Glede samega BIM-a, ja, trenutno pri nas so najbolj teli zanimivi projekti, ki jih je tudi izpostavili potem Ksenija. Torej drugi tir, karavanke, pa kakšni ti infrastrukturni projekti, ki so nekako v velikem obsegu, se dela tudi z BIM-om na njih. Potem to predavanje iz profesorice iz Srbije je malo zavajajoč naslov, če se motim. Meni se je bilo tukaj bolj govor o 3D skeniranju in kako tega potem približati na infrastrukturne objekte. Torej, da se uporabi te skene in potem naredi BIM modele za infrastrukturne objekte. Predvsem meni se je bilo tukaj za železnice, če se ne motim. No, v bistvu mogoče res malo zavajajoč naslov, ampak en drug komentar. Ravno ko si omenil te velike projekte v Sloveniji in uporabo BIM-a. Vaju, v bistvu zdaj pa vaja direkt sprašujemo, vaju kaj skrbi v bistvu, da Ben ne omenja, kako se BIM uporablja za manjše objekte? A veš, da sem ravno to opazil in se mi zdi, da so bolj ko ne obupajo nad njimi. Tako, mislim, včasih se govori, ali pa vse poskuša se govoriti, da se uporaba BIM-a bolj splača pri večjih objektih, potem se je govorilo, da se prednosti bolj poznajo pri večjih objektih, zdaj se pa sploh za male objekte ne govori več. Zdaj, možno sta dva razloga. Eno je, da je to pač že privzeto, da se povsod uporablja, kar po pogovorih, ki jih imam jaz s kolegi iz prakse, še zdaleč ni res. Drugo je pa pač, da se nihče z njimi več ne ukvarja. Tako da ne vem, kaj pa vi mislite. Jaz tudi ne vem, kako je tukaj sicer z področja arhitekture. Meni se tudi tako nekako po pogovorih z učitelji oziroma s temi izobraževalci Revita tudi manjka izobraževanje BIM-a na fakulteti za arhitekturo. Tako da je nekako potem tudi na študentih, če se že sami naučijo, pa pol tem, ko grejo v svoje podjetje ali pa kakšna manjša podjetja, da to tudi uporabljajo. Mogoče tukaj spet vprašanje z izobraževanjem, ampak meni se zdi tukaj kar velika prednost, če že imajo nek 3D model, da ga lahko potem tudi, BIM model, pa da ga lahko potem prikaže kot neko 3D realizacijo njihovim naročnikom. No, sej pravim, to je bilo v bistvu bolj vprašanje za debato. Bi morali kakšnega sogovornika dobiti, ki je v bistvu recimo primarno dela recimo te malo manjše objekte načrtujejo, pa se z njimi pogovoriti v bistvu, kako je glede tega. Ampak ja, nekako delim mnenje, Robi, tvoje v bistvu, ker enostavno se mi zdi, da smo puško koruzo vrgali in rekli, ok, to je za velike objekte oziroma za pač recimo take zapletene večletne projekte, medtem ko za vse ostale bomo mi AutoCAD narisali 5 črt, pa bo to čisto reda. A veš, to je tako, ne? Za te male projekte je dejansko vse, zato ker bo statik zračunal dva največja razpona, ploščo bo najbolj zračunal, pa ostrešje bo zračunal, ne? In tudi po ostrešju ne bo šel zdaj 3D analize delati, ampak mu je čist v redu najdaljši špiroc, pa najdaljša lega, ne? In zdaj tam govoriti o nekih prednostih BIM pristopa, jaz si ne predstavljam, da bi kdo šel, pa bi dejansko noter v projekt upisal vse atribute na vsako okno, ne? Če pa vemo, da se potem itak izbere tisto okno, ki je najcenejše v tistem trenutku, da ne govorimo o tem, da bo vsak investitor okno pol po svoje naredil, kar je pa čist druga zgodba, ne? In se mi zdi, da tudi zaradi tega, pač tudi če ima, mislim, itak, da BIM pristop ima svoje prednosti v vsakem primeru, ne? Če naš drugo lahko narediš prevez točno tam, ker ga sam želiš. Ampak po drugi strani pa, glede na to, da bi morali potem take projekte na koncu imeti še projekt izvedenih del narejen, da bi sploh vedel, kako izgleda, ne? Se mi pa zdi, da niso take prednosti in se sploh o tem ne govori, tudi če arhitekti dejansko delajo v BIM programu, kar ne pomeni, da je na koncu to kvaliteten BIM model, ampak vsaj nekaj je, ne. Tako da mislim, da tudi to, mislim,
ker vem, da bodo tudi najni kolegi poslušali tole oddajo arhitekti, ne? In vem, da bi rekel, mi pa to že delamo, ne vem, v Arhicadu, v Revitu, ne vem, eni v Allplanu, že leta in desetletja, ne. Ja, to je že res, ne, ampak zdaj, če se pa to kje pol uporabi, pa najbrž ne, ne. Na gradbišču še vedno dobijo liste papirja, ki jih pol zmoči prvi dež, pa so stene na napačno smer pozidane. Tako da, ne vem, mislim, da je to ful kompleksna stvar, no, ki se še ne bo rešila. No. To tudi, ampak zdaj sem se ravno še nekaj, mislim, ok, to za male objekte, to je enkrat treba dejansko se začeti pogovarjati, ker spet recimo tudi ta komentar tvoj v bistvu vse leti nekako na to fazo načrtovanja, recimo, ne. Na fazo gradnje razen redkih v bistvu najbrž bolj manj vsi pozabimo, ne. Pa na to, kakšno vse koristi bi imel lahko investitor od tega, najbrž tudi, ne. Ampak druga stvar me v bistvu še bolj skrbi, ker se pa, ne vem, zadnjič so je tako čist mimogrede omenili, ne vem, mislim, da je bilo na Pop TV eno soboto, nek v Fokusa, ne vem, neki 24 ur, ne, da je za drugi tir 45 tekočih metrov dokumentacije. In mislim, sem rekel, po vsej tej digitalizaciji, pa govor o digitalizaciji, pa v zadnjem letu, kjer je bolj manj vse online, vse digitalno, ne vem kaj vse, se potem nekdo zahteva, ali pa v bistvu, ne vem, lahko zaradi zakonodaje, kar pomeni, da je zakonodaje treba spremeniti absolutno jutr, ne po jutršnjem, ne, da je enostavno, da se zahteva dokumentacija, ki na koncu znese 45 tekočih metrov, je v bistvu se mi zdi za, ne vem, 21. stoletje, če smem. Ne vem, kje se to sploh loti, no. Ja, jaz mislim, da sem točno to sliko videl, pa ne vem, ali je bilo ravno z drugi tir nekaj, ko je podjetje Elea objavilo na svojem LinkedInu, kjer so imeli zložene te fascikle, v bistvu, mislim, da čez vse pisarne, kar so imeli, in so pač napisali, ja, oddaje dokumentacije, ne vem zdaj točno za kjer projekt. In sem jaz komentiral potem spodaj samo toliko o digitalizaciji. Ne? Mislim, vedno se na to spomnim, pa mislim, da sem tudi na podcastu že to omenil, da ko sem imel svoj zagovor oziroma obrambo doktorske dizertacije, me je profesor Duhovnik vprašal, oziroma nekdo me je vprašal, no, kdaj bomo lahko oddali projekt za gradbeno dovoljenje tudi digitalno. Ne? Pa sem jaz rekel, da še ne, pač in to je bilo leta 2010. In me profesor Duhovnik popravil, da zakonodaja to že omogoča. Pa sem si rekel, ja, zakonodaja mogoče že, ampak upravne enote še niso pripravljene. In leta 2021 je še ista stvar. Upravne enote še niso pripravljene na to, da bodo sposobne sprejeti digitalno dokumentacijo. Po drugi strani pa mislim, da tudi še ni pripravljen do te mere, da bi lahko vsi poslovali brez žiga pa podpisov. Tako da, ne vem, meni je to zelo žalostno, no, bom tako rekel, zelo žalostno. Po drugi strani pa tudi ne vem, kaj imajo potem na upravnih enotah od te dokumentacije, razen da jo po 10 letih dajo v uničenje. Kar je pa druga stvar, zadnjič sem slučajno izvedel, da so na eni upravni enoti pozvali občane, da če želijo, lahko pridejo prevzeti njihovo oddano dokumentacijo, ker drugače bojo zaradi prostorske stiske dali v uničenje. In pa se vprašaš, zakaj bi ljudje gradili po nekih predpisih, če se lahko potuhnejo za 10 let, potem pa itak ne bo dokumentacija več obstajala. Tako da, to je pa čist druga zgodba, no, ampak ok. Ja, očitno bo še kar nekaj dela na tem, ne. Treba spet v bistvu primernega sogovornika dobiti, ki bo mogoče osvetljiv tole zadevo morda iz zakonodajnega stališča predvsem, ne. Vsaj osebno vem, da nisem podkovan v tem, tako da ne bom niti sodil, ali je možno to narediti danes ali ne, ne. Ampak me res, te stvari me enostavno precej zatresajo v smislu, kaj se sploh gremo, ne. Kje je zdaj ta digitalizacija. Ok, zdaj smo zabredali z enega dogodka v digitalizacijo, ampak v bistvu digitalizacija taka v res ta pravem smislu je bil
ne vem, jedro tistega drugega dogodka, online spet dogodka, ki je bil pa na temo umetne inteligence. No, tam smo vsi trije nekako vsaj delno bili zraven. Mislim, da so vsem trem tukaj prisotni zdi umetna inteligenca nekaj, kar ima nek svoj potencial v BIM-u, tako da mogoče Luka spet ti, ki imaš že doktorsko temo v bistvu nekako v to smer usmerjeno. Mogoče začetek, v bistvu, kako se ti je zdelo, v bistvu ta dogodek je bil pa spet. Mislim, da je bil kar sporedno s tistim prvim. Ne? Si imel naporen teden. Ja, dopoldne en, potem pa že popoldne. Ja, ne vem, jaz bi lahko tukaj spet rekel, da je podoben primer, kot ga imamo že zdaj. Ne? Veliko govorimo, kako je super, kako se nekaj dela, pa v praksi je pa res nekaj drugačnega. No, pri tem umetni inteligenci je pa, da se pa veliko govori, kako bi se mogli delati, pa ni še toliko veliko tudi realiziran z tega stališča uporabe. Naprimer, ja, ti začetna predavanja so res malo bolj splošna, kaj to, kako se kaj uporablja in kako bi se moralo uporabljati. Ni bilo toliko veliko spet primerov, kaj se je že naredilo. Naprimer, ti so malo bolj zanimivi, saj z mojega stališča, so se pa nekako ti potem pojavili v naslednjih 2 dnevih. Če lahko jaz sam mogoče en uvod, za kak dogodek je sploh šlo. To je organizirala Tehnična univerza v Münchnu, ker so pač ustanovili nek nov oddelek in to je Georg Nemeček inštitut za umetno inteligenco v grajenem okolju. Se pravi, Georg Nemeček, to je en gospod, ki je ustanovil podjetje Nemeček in iz katerega so išli potem vsi ti programi od Allplana naprej. Pa teh programov je res veliko, ampak so orientirani večinoma na nemško govoreče tržišče, zato jih pri nas niti ne poznamo toliko, čeprav Allplan pa so vse kljub temu poznamo. In na tem dogodku bi sam dodal, Luka se ne bo spomnil, ampak na ta dogodek so bili vabljeni predavatelji oziroma govorci, ki sem jih jaz srečeval ves čas svojega doktorskega izobraževanja, v njihova dela me je skozi usmeril profesor Žiga Turk. In to so bili res, jaz sem se prav veselil tega, ker sem hotel videti, kaj se je zgodilo zdaj v zadnjih teh letih, ko jih nisem tako podrobno spremljal. In kar je mene potem malo, v bistvu bom rekel, razžalostil, je to, da vseeno še niso odkrili, kako bi bilo to najbolj uporabno v grajenem okolju in tudi zaradi tega verjetno ta inštitut in vsi povezani dogodki. Bi pa rekel tako, jaz sem to spremljal tako zelo sporadično, takrat, ko sem imel čas, na tiste predavanja, ki sem jih lahko videl, brez da bi imel jaz svoje predavanje ali pa kakšne obveznosti. In največja težava uporabe umetne inteligence v gradbeništvu oziroma v grajenem okolju je to, da nimamo podatkov. A je tako, Luka? Ja, tako je. Pač ni podatkov, mislim, skozi govorimo, da je gradbeništvo informacijsko zahtevna panoga, pa koliko informacij se prenaša in vse, ampak problem je, da te informacije niso formalizirane, niso v taki obliki, da bi jih lahko uporabil direktno za umetno inteligenco. To je prva stvar. Druga stvar je pa ta, da je vsak projekt unikaten in neponovljiv. In potem, če pa ti treniraš to umetno inteligenco oziroma te nevronske mreže, rabiš pa zelo veliko primerov, ki so obdelani in imajo neke rezultate, da pač naučiš to umetno inteligenco, kaj ti od nje hočeš, potem je pa en rezultat vrne. In nam ta del manjka. In čeprav imamo podatkov res ogromno, mislim, da itak naši kolegi razlagajo, koliko terabajtov in gigabajtov in petabajtov podatkov zgenerirajo, ti podatki niso v taki obliki, da bi jih lahko uporabil. To je bilo tisto, kar sem jaz takoj pač na prvih predavanjih videl, da tega še niso rešili. Pa seveda je pa druga stvar, kako to poskušajo, in to pa lahko Luka več pove, ko je gledal predavanje. A se ti je katero predavanje še posebej pač vtisnilo v spomin?
Ja, nekako 2 predavanja. En, ki se je res nekako dotaknil te teme z umetno inteligenco v BIM-u. To je bil meni se drugi dan prvo predavanje. Tukaj je bilo že malo več govora o tem problemu, ko si ga ravno omenil. Drugo predavanje se pa nekako dotakne te teme, ker imamo tudi trenutno en raziskovalni projekt DataBridge, na katerem tudi mi z Matevžem sodelujeva, ki pa lih to povezovanje zdaj podatkov iz senzorjev z objektom, torej ti digitalni dvojčki in potem uporaba teh podatkov iz senzorjev, da se nekaj predvideva, torej v stanju tega objekta. Jaz sem malo pogledal po programu, a to ti misliš na to predavanje Markusa Koeniga? Ne, to je bilo, ta zadnja, ki sem ga omenil, je bil Jerome Lynch, torej zadnje predavanje te konference. Prvega, ki sem omenil, je bil pa od Rafaela Sachs. Aha, Rafael Sachs. No, recimo, jaz sem predvsem ta prvi dan mislim, da poslušal čisto celega, no, in to so bili taki res eminentni profesori, ki jih z Matevžem poznamo po mojem že čisto začetka, no. Ian Smith, Martin Fisher, to tudi Luka ga pozna iz Stanforda, ne. Burso Akinci, tudi z njo sem imel priložnost govoriti, pa tako naprej, potem še pa Nora El Gohari. Ampak jaz tu res nisem dobil občutka, da so rešili problemi. To so se v bistvu samo potenciali umetne inteligence predstavljali, ne? Ampak ti potenciali, večinoma smo že poznali, no, bom tako rekel. Nisem pa videl nekih rešitev, ne? Kaj bi se dalo. No, meni je bilo zanimivo, recimo Bursa Akinci je razlagala to uporaba umetne inteligence potem v facility management, kaj je to, upravljanje stavb, ne. Tam je bilo zelo zanimivo tudi iz stališča, ker sem takrat, ko sva s profesor Turkom bila na Kitajskem, so tam nekaj zelo podobnega predstavljali, pa niso uporabljali umetne inteligence, ampak gole podatke, ne. Oni so v bistvu iz golih podatkov so sklepali na to, kdaj bo katera stvar se pokvarila in tako naprej, ni bilo zadnji nobene umetne inteligence, pa so bili rezultati, bom rekel, zelo podobni, no, tako da kar še enkrat več pomeni, da pač brez dobrih podatkov umetna inteligenca nič ne pomaga, ne. Zdaj, drugo predavanje, ki sem pa posebej ga šel poslušati, pa še tak čas je bilo, da sem ga dejansko lahko spremljal, je bilo pa od Tima Hartmana, ki je pa razlagal pač cel postopek, kako se on srečal z umetno inteligenco, pa na katerih projektih vse so jo uporabljali, ne. In kar mi je bilo zanimivo je to, da so vložili ogromno enega dela če se bo spomnil, Luka je razlagal o projektih za železnice in potem, kako so v bistvu, ali za ceste, mogoče za ceste, kako so na podlagi teh podatkov potem poskušali napovedovati, kdaj bo potrebno obnoviti. Če se ne motim, kar sem si najbolj zapomnil pa to, da ko so predstavili rezultate, so jim naročniki rekli, da tega ne morejo uporabiti, zato ker je zanesljivost preslaba. Da oni ne morejo tega sistema z gotovostjo, ne morejo biti sigurni v rezultate tega, kar je sistem vrnil. No, in to je ravno zaradi tega, ker nihče točno ne ve, kako ta umetna inteligenca sploh deluje, ne. V bistvu ti sicer imaš možnosti, pa malo prilagodiš izhod, output, mi gre skozi po glavi, ne, ampak v resnici pa ne veš točno, kaj se noter dogaja, pa zakaj je kaj napovedalo, ne. Zdaj pa pri gradbeništvu, če pa zdaj spet gremo nazaj, pa povemo, da imamo težave s podatki, pa da teh podatkov ni dovolj, ali pa vsaj ne takšni, kot bi mi želeli, ne, in potem se to samo potencira, no, in tisti projekt je potem padel v vodo, niso ga več upoštevali, niso ga uporabljali, zato ker so ugotovili, da je podcenjeval neke okoliščine, nekaj takega, ne. Se pravi, potencial je, ne, ampak kako bi pa ga dejansko izkoristili, pa še ne vemo. No, ampak mogoče tole, kar si zdaj omenil, že pri teh stvareh imam zelo pogosto občutek, ne, da takšne rešitve ne grejo skozi zaradi v bistvu neznanja ali pa nerazumevanja naročnikov, kaj takšen sistem sploh omogoča.
Je res, da je v bistvu se lahko zdaj debatira o tem, a so neke črne škatle, v katero se zapakirajo v bistvu neki algoritmi, pa na koncu v bistvu na eni strani gre neki input v smislu nekih BIM podatkov, BIM modelov, predvidevanj, senzorjev, ne vem kaj še vse, na drugi strani pride pa neki rezultati ven. A je to za inženirja v redu, če ne zna na koncu pojasniti, zakaj se je ta črna škatla odločila na ta način? V bistvu pač to je lahko tako zelo filozofsko vprašanje. Po drugi strani pa v bistvu je najbrž se treba vprašati, v bistvu, ni to vse boljš kot ne imeti nič. V bistvu, kjer nimaš nič možnosti napovedovanja, če malo pač posplošam. Ne vem, kaj ti ne rečem. Ja, se tukaj s to črno škatlo so res problemi, ne? Ampak kot sem jaz zdaj za sabo dal par teh predavanj, tudi vedno poudarjajo, da je tukaj pomemben ta strokovnjak, ki se spozna na ta podatke, torej, da sodeluje skupaj s tem, ki upravlja te modele, da si probajo nekako razlagati, ali so pravilni ali ne. Torej, brez tega strokovnjaka še vedno ti sistemi nekako ne delujejo. Ja, jaz bolj mislim, da ne, strokovnjaki seveda ne, ampak da je še vedno glavni problem pač pomanjkanje podatkov. Jaz si že leta res želim preizkusiti umetno inteligenco na enem takem konkretnem problemu, ne? Ampak enostavno ne vem, kje bi dobil podatke in tudi vedno, ko sprašujem kolege, od katerih bi lahko dobil, pač povejo, da jih ni, ne? Nimajo jih v bistvu, ne vem, ne. Zdaj pa vsi ti CDE-ji, o katerih že toliko dolgo govorimo, ne, pa nič kaj ne pomagajo, zato ker če imaš ti dva različna CD-ja, potem zelo težko te podatke spraviš na isti imenovalec, tako da se pravim, ne vem, nas še čaka nekaj dela na tem področju, obenem pa vse to, o čemer zdaj govorimo, dosti pove o tem, da gre tema tvoje raziskovalne naloge v pravo smer, ker očitno še ni vse rešeno. Ja, čeprav v bistvu to, da ni vse rešen, po drugi strani pa v bistvu vsaj ene par takšnih demo primerov, ki so tam za neke rešitve imeli, ne. Tako zgleda zelo impresivno konec koncev, ne. Vse nekaj online, vse se nekaj v bistvu, neke površine, nekih tlorisov se prilagajajo in skratka vse takšne, bomo rekli, te osnovni uporabniški primeri imajo neke demo rešitve že narejene, ne. Zdaj, kaj je odzadje? Je to odzadje neka umetna inteligenca ali 100 if stavkov, je zdaj vprašanje, ne? Vsaj tisto, kar so kazali, določene stvari so izgledale kar tako lepo, no? Je pa res, ne, da za kakšne kompleksnejše uporabniške scenarije v smislu napovedovanja, ne vem, učinkovitost ali pa, ne vem, procesov, BIM procesov, ne? Pa najbrž, načeloma se tako strinjam, ne, s temi, pač težava so podatki, težava je v kvaliteti in zanesljivosti teh podatkov, tako da absolutno že sam na podatkih treba precej dobro definirati, kaj vse je treba zajeti, zato da bo to potencialno lahko uporabno enkrat za neke takšne sisteme umetne inteligence. Točno to so te problemi umetne inteligence, ker tukaj veliko ljudi kar zamenja, ne, da nekaj podaš notri, pa nekaj ven dobiš. V resnici pa tisti srednji del ni tak problem, ne. Ta umetna inteligenca, problem je vedno, kako urediti te podatke, pa kakšen je sklop podatkov. In potem kakšne rezultate sploh dobimo ven. Običajno, no, bomo rekli tako, da se znanstveniki predvsem ukvarjajo s to črno škatlo, recimo, če posplošen to zadevo, se pravi, ukvarjajo se z algoritmi, z načini, s procesi in ne vem kaj še vse. Zelo redko se ukvarjajo s podatki. V osnovi, ne, v osnovi so podatki definirani, zdaj bomo pa zračunali to na milijon različnih načinov in na koncu dobili najboljšo rešitev, ne. Se pravi, te načini reševanja so v glavnem predmet nekih raziskav, ne. Zelo redko pa v bistvu to, kar je pred tem, ne. Ja, se tukaj bi lahko mogoče tukaj na dve veji razdelili. Eni, kot te bolj se osredotočijo na algoritme, kot tam imajo že potem kar velike zbirke teh podatkov, se tukaj kar veliko obstaja, mogoče za te slike, za prepoznavanje slik.
obstaja veliko zbirk. Potem pa tako tudi na drugi veji, tukaj tudi ko sem nekako bil na predavanju profesorja iz tega inštituta Jožeta Štefana, se pa tudi soočajo s takimi realnimi problemi, kjer pa pač omenjajo, ne, da so jih ti podatki problem, da jih preko več let morajo imeti in potem tudi strokovnjaka, ki jim lahko pove, ne, oziroma ki lahko utemeljuje te podatke in potem preveri rezultate. Ta umetna inteligenca na splošno je tako ena taka v valovih prihaja, ne? Nekaj časa popularna, pa vse skupaj se spet ugotovi, da to kamor ne pele, pa podnikne za nekih 5 let, pa se spet nekaj novega pojavi. No in zdaj smo, se mi zdi, spet na tistem valu navzgor, kjer recimo potencialno mislimo, da lahko s temi načini umetne inteligence določene stvari lažje rešujemo ali pa nam bi omogočali, da dobimo neke rešitve, ki jih do zdaj ne moremo, jih zdaj s nekimi klasičnimi metodami ne moremo. Morda bomo čez 3 leta ugotovili, da to spet kamor ne pele in bomo to spet malo pozabili. Ne? Dokler se ne bo pojavil Google za BIM modele, ki bo v bistvu zato, ker bojo BIM modeli tako splošno dosegljivi, da jih bo enostavno sam prečesal vse in bo naredil prepoznavo slik, tako kot jih pač, ne vem, Google in podobnim imajo. Ne? Mislim, zdaj, ko se to govori, sem prav dobil tak en flashback za nazaj, ne? In takrat, ko sem jaz prišel, se vse govori spletne storitve, Web 2.0, ne vem kaj vse. Prej se govori samo o procesih, kakor vem po pripovedovanju. Potem se je začela era BIM-a. Zdaj mislim, da smo v eri umetne inteligence pa digitalnih dvojčkov, čeprav to še zmeri ne vem, kdo ve, kaj je. Ne vem, mogoče bo pa spet, ne vem, nekaj druga, kaj se. Zanimivo, no? Rešitve neke pa ni, ne? Kaj pa svem, se mi zdi, da se na koncu se saj ta raziskovalni del, ne, se mora usmeriti v nekaj novega, ne? Že iz čist golega preživetja, ne? Golo preživetje pomeni pa objavljanje člankov. In recimo z enega klasičnega BIM-a, ne da bi zraven omenil umetno inteligenco, ne boš ta moment sploh ne može članka napisati, ne? Kot rečeno, malo na pamet govorimo, ampak občutek je absolutno takšen. Ne? Če pogledaš ta imena, ki so se na tem simpoziju pojavljala, v bistvu vsi te omenjeni so najbrž 10 let nazaj in 15 let nazaj pisali sam članke na temo BIM-a. Tazga klasičnega, kot ga recimo bi lahko poimenovali. Zdaj mora vsak dodati zraven še nekaj, ne? Ali je to digitalni dvojček, ali je to umetna inteligenca, ali so to senzorji, ali pa vse troje skupaj v enem stavku. Medtem ko, kot rečeno, industrija, ne, je pa vprašanje, kaj od tega ta moment si sploh želi. Ne. Kaj lahko rečemo v bistvu, da so se vsi prireditelji teh online dogodkov v bistvu zdaj v zadnjem letu nekaj naučili, ne. Poslušalci tudi, ne. Oziroma udeleženci teh online dogodkov tudi. Tako da jaz samo upam, da bomo s tem nadaljevali. Ne? Čeprav bi bilo zelo fino tudi kam že malo potovati. Tudi, ja, podpišem. Strinjam. Ampak je, a ni prijetno, lej, si bil lahko na 2 konferencah hkrati. Kdaj v življenju se ti to lahko zgodilo? To pa tudi res. Da se bi moral odločiti, ali hočeš iti na Bled, ali hočeš iti v München. Ne? Na Bled pa v München. Kam bi šel rajš? To ni pravo vprašanje, zato ker vemo, da bi šel v München, pa bi poslušal konferenco na Bledu prek spleta. Ja ne, če bi bilo vse v živo, ne? Da se vrnemo 2 leti nazaj, kjer bi bilo to vse v živo. Pa se moraš odločiti, ne? Veš, kakšen stres je to? Okay. Vidim, da smo že dolgi, pa gre same neumnosti po glavi, ne? Tako da... Jaz mislim, da bomo s tole temo umetne inteligence in podatkov predvsem morali še nadaljevati. Predvsem smo pa se mi zdi, da je tudi dotaknjenih par tem, ki smo jih mogoče malo pozabili v preteklih oddajah v smislu teh BIM pristopa za recimo temu zmerne objekte.
ne tiste masovne infrastrukturne, kjer, kot rečeno, traja vse skupaj 10 let. To bo, se mi zdi, da treba se s kom pogovoriti. Luka, kam ti lahko poslušalci za konec pišajo in te vprašajo bolj podrobno, kaj si ti počel na konferenci? Ja, lahko kar na tale službeni mail luka.gradišaraf.fgl.uni/le.si ali pa mogoče na LinkedIn. Vprašanja in jasno predloge za nove teme, ki ne bi se jih dotaknili na BIM pogovorih, vedno lahko pošljete na info@bimpogovori.si. Na tem mestu bi se Lukatu zahvalil za tole urco, ki si jo vzel, da smo se malo pogovorili. Tole res gledali tako kot klepet, ki smo, ne vem, ob kavi, ne? Dobro, vsak bi nekaj drugega pil, se mi zdi, ne? Ampak bilo je zelo zanimivo. Upam, da so tudi poslušalcem to zdeli in jasno se odzive na to so vedno dobrodošli. Tako da, Luka, hvala še enkrat. Ja, hvala vama. Lepo se majte. Adijo. Adijo.